Zdaj, ta sestrelitev helikopterja se je zgodila 27. junija 1991 v večernih urah. 12 ur prej je predsedstvo Republike Slovenije v razširjeni sestavi na svoji seji izdalo uredbo, s katero je aktiviralo smernice za obrambo, ugotovilo, da je bila na Sloveniji izvršena agresija in aktiviralo smernice za obrambo. V teh smernicah s temi smernicami so bila aktivirana povelja za oborožen odpor, hkrati pa so bili vsi državljani Republike Slovenije na službi v Jugoslovanski armadi odpoklicani, se pravi pozvani, da prestopijo na slovensko stran. In to je bilo javno povedano, obznanjeno in javno znano. Ne samo takrat v Sloveniji, ampak tudi širše po drugih takratnih jugoslovanskih republikah, ki so še ostajale v Jugoslaviji. Takoj, ko je predsedstvo izdalo to odredbo, je takratni načelnik republiškega štaba oziroma v.d. načelnika Janez Slapar izdal povelje, v katerem izrecno piše, da morajo enote Slovenske teritorialne obrambe z bojnim delovanjem uničevati predvsem tehniko nasprotnika. In to povelje je veljalo najmanj 10 ur prej, preden je prišlo do sestrelitve tega helikopterja. To povelje je bilo upoštevano širom po Sloveniji, ker je bilo več spopadov tudi že prej. In poveljnik brigade, takrat še polkovnik gospod Krkovič, je zgolj izvajal to povelje, tako kot so ga izvajali drugi poveljniki in pripadniki teritorialne obrambe in slovenske policije širom po Sloveniji. Se pravi, po isti absurdni zakonodaji, ki jo zdaj uporabljajo, bi bilo možno preganjati tam 40, 50, 60 tisoč ljudi, ki so bili mobilizirani ravno na podlagi te odredbe predsedstva in smernic za obrambo. Zdaj, paradoksalno je, da je pod to odredbo predsedstva Republike Slovenije podpisan Milan Kučan, da je s to odredbo bil hkrati dan ukaz za obrambo in za sestrelitev tega helikopterja, če hočete, in tudi vseh ostalih in tankov in tako dalje, ki so izvajali agresijo. Hkrati pa pozvani državljani Republike Slovenije bila, da prestopijo na slovensko stran. Zdaj, gospod Merljak je imel možnost, takoj ko se je usedel v helikopter, da odleti na ozemlje, ki ga je kontrolirala Slovenska teritorialna obramba. To je bilo takrat več kot 90% slovenskega ozemlja, pa tega ni storil. Žal takšne možnosti recimo niso imeli Slovenci, ki so služili jugoslovansko vojsko in so bili v nekaterih tankih, ki so bili uničeni in so tudi umrli, pa o tem ni nihče napisal nobene knjige in se nihče ni na ta način zoperstavil pravici Slovencev, da branijo svoje zemlje. Zdaj, absurdno je, da je Milan Kučan, ki je podpisan pod to odredbo predsedstva Republike Slovenije, na podlagi katere so bile aktivirane smernice in sestreljen ta helikopter in še marsikaj drugega, da je sodeloval na predstavitvi pamfleta te knjige, kjer se opisuje sestrelitev tega helikopterja in še mnoge druge stvari, ki po moje ne držijo. Se pravi, na nek način obtožuje sam sebe. In je to možno zgolj v neki šizofreni situaciji, v kateri je Slovenija zdaj po 25 letih, ko nam vladajo tisti, ki si Slovenije niso želeli in ki so naredili vse, da do samostojne Slovenije ne bi prišlo. Kadar pa niso mogli blefirati in so morali nekaj podpisati, pa to skušajo zamegljevati z takšnimi akti, kot je prisotnost na predstavitvi tega pamfleta in zagotovo tudi vsaj nekemu molčečemu pristanku na to, kar izvaja slovensko sodstvo, na čelu katerega je znani tepihovalec slovenske samostojnosti in državnosti. Torej, hkrati s Tonetom Krkovičem je tukaj na zatožni klopi še na 10 tisoče slovenskih domoljubov, ki so takrat ali pa ki smo takrat branili Slovenijo, ko je bilo najbolj potrebno, in to, kar se dogaja, skrajno zavržno. Mogoče še zdaj sorodnica Merljaka, ki je napisala to knjigo, to Skrito povelje, a ste vi
bili kakorkoli seznanjeni takrat kot obrambni minister, da bi Merlak krat prestopil oziroma da naj bi deloval kot nek tajni sodelavec v JLA in da zaradi tega ni prestopil še? No, jaz sem povedal že velikokrat, da ves čas vojne za ta priimek nisem nikoli slišal, nihče ni vedel, kdo je bil v tem helikopterju. Ne takrat, ko je bil sestreljen, še pač dolgo časa kasneje. Jaz sem recimo knjigo Premiki, kjer sem opisal tudi ta dogodek, pisal več kot pol leta kasneje, išla je, mislim, da maja leta 1992. Ta dogodek je opisan, ampak tudi v tem opisu ni tega imena. Do takrat nihče ni govoril o tem, nihče ni povedal, nihče ni predložil kakšnih dokazov za to, da bi recimo gospod Merljak želel prestopiti. To se je takrat, ko so bili spomini še sveži, zdelo tudi zelo malo verjetno, ker bi to lahko storil. Saj poznamo gospoda Kalana in Šuštarja, ki sta vozila enak helikopter in sta takoj, ko je bilo možno, pač odletela na Pohorje in Slovenski teritorialni obrambi preskrbela tudi prvo takšno bojno sredstvo. Ko se je gospod Merljak sedel v svoj helikopter, mislim, da v šentviški vojašnici imel samo nekaj 10 metrov do ozemlja, ki smo ga mi nadzorovali in bi lahko storil enako. Zaradi tega, ker je bilo to takrat vsem očitno, se ta zgodba takoj na začetku tudi ni pojavljala. Jaz sem zato nekje slišal šele že na obral, ko je gospod Kacin v reviji Obramba opisoval ta dogodek, kjer piše, da so bili tukaj neki kontakti, da pa se je prepozno prišlo do nekega telefona. To se je takrat bolj zdelo kot neko opravičevanje. Mogoče so bili neki osebni kontakti, ampak jaz kot minister za obrambo takrat za to nisem vedel. Nisem vedel še niti pol leta kasneje, ko sem pisal knjigo. In ta zgodba se je začela pojavljati šele kasneje. Iz pietetnih razlogov do družine, da vsako smrt je za obžalovati, če je šlo za smrt Slovenca v okupatorski uniformi še posebej. Ni bila edina, žal, kot sem dejal prej. Iz nekih pietetnih razlogov nihče ni nasprotoval potem, ko se je začelo uveljavljati ta zgodba o nekem sodelovanju prej in tako dalje, zaradi otrok, pač družine. In tako naprej, nihče pa si ni takrat mislil, da bo ta dobronamernost pač na naši strani zdaj poplačana s to gnusno obtožbo. S to obtožbo so storili tudi, mislim, da nepopravljivo posledico za družino. Glede na to, da se zdaj zadeva razčiščuje, glede na to, da tudi v 25 letih nihče ni predstavil nekega trdnega dokaza ali kakršnega koli dokaza, razen govoric, da je gospod Merljak dejansko nameraval prestopiti, se bodo slej ko prej stvari revidirale, ugotovile se bodo dejanske okoliščine in posledica tega bo seveda uvrstitev gospoda Merljaka na seznam agresorjev, ne pa na seznam prestopnikov. Slovenskega generala in organizatorja manevrske strukture narodne zaščite, poveljnika Morisa, Toneta Krkoviča preganjajo po jugoslovanski kazenski zakonodaji, zato ker je opravil svojo dolžnost na podlagi odredbe predsedstva republike in na podlagi ukaza takratnega republiškega štaba za teritorialno obrambo. Zadeva, ki se je pojavila v javnosti v zvezi z vabilom, ki ga je izdala zloglasna sodnica Deša Cener, je na meji razuma. Po tej logiki lahko preganjajo kakšnih 30, 40, 50 tisoč ljudi, ki so bili takrat, ki so se odzvali mobilizacijskemu pozivu, ki so bili tako kot Tone Krkovič poklicani v obrambo domovine. Sodišče bi moralo takšno nebulozo zavreči takoj, ne pa da izkorišča neke na pol legalne, pol proceduralne možnosti za to, da Toneta Krkoviča o 25. obletnici slovenske državnosti kliče na nekakšen zagovor.
Simbolično smo tukaj na zagovoru vsi. V Sloveniji vladajo tisti, ki si jo niso želeli. Še posebej je na vrhu te institucije, ki jo simbolizira ta stavba sramote, človek, ki se je veselil, da bo jugoslovanska armada tepihovala, se pravi bombardirala Slovenijo. Zdaj on na čelu institucije, ki je vrh rednega sodstva in preganja tiste, ki smo se temu tepihovanju zoperstavili. Kako pa komentirate dejstvo, da če bi gospodu Krkoviču dejansko sodili, da bi mu sodili po nekem kazenskem zakoniku iz neke druge države? Tukaj ni nobenih čejev, po nobenem zakonu v Sloveniji, ki je nastala na podlagi plebiscitne odločitve in na podlagi ukrepov, s katerimi je Demosova vlada to plebiscitno odločitev izvedla in je tudi branila. Po nobenem zakonu ni možno preganjati tiste, ki so to odločitev udejanjali. Je treba to gledati v kontekstu 25-letnice, da je recimo mogoče za nekatere čas, da se zrelativizira recimo doslej čistost te osamosvojitvene bitke in se je postavila pod vprašanje? Ne, zagotovo. Že nekaj let se pojavljajo te nebuloze v zvezi s ustrelitvijo tega helikopterja. Naj povem, da jaz kot minister za obrambo do te akcije in še leto kasneje nisem nikoli slišal, da bi gospod Merljak nameraval prestopiti. O tem sem slišal šele pozneje, leta 1992, nisem pa videl nobenega dokaza za to.